Dobrodošli spet nazaj v tedenski vlog. Danes je ponedeljek, končno začenjam, da bom vlogala od ponedeljka do nedelje. In dan začenjamo dan z holom iz Hoferja. A pa iz Lidla. Iz Lidla. Jaz ne vem, zakaj jaz te dve trgovine skos menjam. Vmes bom dala na hitro vodo vred, zato sem naredila nudice. Drugač, danes je bilo prvič ever, da sem bila na samopostrežni v Lidlu in je bilo tako, da nisem nič zajebala, da nisem rabila pomoči. A ja, pa niso sami iz Lidla stvari tu noter, še iz Millerja so, pa iz Mr. Peta. Ampak, whatever. V glavnem, kupila sem mleko brez laktoze, ker jaz ne morem laktoze. Mleko. Wow. Še eno mleko. Wow. Tele klobasice. Vzela sem dvojne različne, ene so with chili, ene so pa with cheese, ker jaz sem furala te za mali snack. Jaz pa ne jem tek čipsov pa cukra, jaz pač jem te klobasice, meni je to the best. So ja, to je to. Vzela sem neke jogurte, proteinske, zaradi tega, ker ponavadi teti nimajo laktoze, ampak mogoče sem zajebala. Jaz sem. No, anyway, pojedla jih bom vseeno, ampak let's ignore that. Kupila sem mangote, ker imam z Janom ful rada mango, tek zvečer za nek snack ali neki. Pa kupila sem še avokadote, to zgleda malo weird. Meni so ful slabe avokadote, če si iskrena, tudi ta sta bila tek edina, ker sta bila še nekaj približno v redu. Pa bom verjetno jutri za zajtrk jedla spet avokado toast. Vzela sem še mojo ljubezen, mango loko. Look at her, pač. Jaz toliko obožujem mango loko, vi sploh ne razumete. Jaz se lahko vsemu na svetu odpovem. Mango loko tu se ne morem. Pač dobesedno, tudi če je zero sugar verzija, it's not the same. Samo ta z cukrom mora biti mango loko. I would sell my soul for this. Pa pametna sem kupila še dva ta jogurta. Potem sem bila v Millerju z mami in sem kupila tole, mi je mami priporočila za dezinfekticirati, to beseda, dezinfekcija, anyway, za pranje perila. Tole je za frizz pucati od make-upa, ki mi ga je zmanjkalo. Pa še tole, ki je Salon Blonde, Honey Gold, medeno blond barva za lase, oziroma ni barva za lase, maska za lase je taka malo bolj barvna, zato da mi mečken popravi mojih 1000 odtenkov rumene v lasih, da pač je malo bolj enotna barva. Ne vem, kaj bo delovalo, upam, da bo. Pol sem bila pa še v Mr. Petu, kjer sem Luni kupila neke catnip treats, tele hair and skin and coat snackse, ker ima pa tete ima ful rada in pač da ima še lepo kožušček lep. Pa zdaj zaradi tega, ker je pač vroče, pa ker je poletje, pač rabi se mačkam bolj hidrirati. Sicer naša Luna ful pije vodo dejansko, pač dejansko pije vodo, pač ne rabi da je, ne vem, tekoča voda, whatever, res dost pije, ampak vseeno pač poleti moraš še malo več, tako pa pač moramo vsi in zato, da ne bo dehidrirana, sem ji kupila tele juhice. Pač zadnjič sem ji kupila neke snackse, jaz imam ful rada, da Luni devam neke ful različne stvari, zato da ji ni dolgcajt, tako da to je Lunino. Pa bila sem še v knjižnici, kjer sem vzela basically samo eno knjigo, pa še to zaradi tega, ker je pač glih bila, ker od Frida McFadden knjig v knjižnicah ful ni, ker so skozi posojene. Tokrat je pa bila tale sodelavka, ki jo bom kar začela brati, zato da lahko grem naslednji ponedeljek spet v knjižnico. Nimam pojma, če ne samo hočem prebrati knjige od Frida McFadden, ker so mi fajne. To je to. Grem si zdaj nudice narediti do konca, jih bom pojedla, ne bom ukazala tega zaradi tega, ker je zmer isto. Če se sprašujete pa, kateri nudelci so to bili, seveda so finini nudelci, ker to so edini nudelci, ki jih jem. Amazing so. To ni plačana objava, I just love them in si želim, da me bojo do smrti vsako leto vabili na te svoje amazing evente. Anyway, grem jaz zdaj po to pospraviti, se najem, pa grem brat. Danes imam dve stvari za narediti. Eno je ta K18, drugo je pa Salon Blonde. Zdaj, prvo bom si šla za čak malo. Tole moram dati pod tem, ker si našamponiram lase, se pravi pač, da si malo pač zbrisačo in potem da tole masko gor. Tole pa, isto s šamponom za lase, namesto balzama za lase, če jaz to prav razumem, v zamenjavi z balzamom za lase. Ja, anyway, fun, bomo videli, kakva bo razlika, da vidimo zdaj before and after. Tekle zgledajo moji lasje zdaj, sicer malo še bom ga spet narastek pobarvati, ampak ja, malo so, pač blond so, you know, tako da niso več v takem stanju, kakor so bili včasih, malo so suhi, konice so malo fried, sploh zaradi tega, ker pač frufru si zmer delam z likalnikom za lase in pač to je ful najbolj poškoduje. Tako da frufru je najbolj fried, vse ostalo je pa tekno, še kar dokaj v redu, ampak bomo videli, kakva bo razlika, bom dala tole gor. Tako da naredim še tehle
da bomo imeli en side by side na koncu. Kar načeloma jaz sovražim te side by side zaradi tega, ker tako, ko so lasje oprani frišno, so v boljšem stanju, kakor pa so umazani. But anyway, vem zdaj prav, pa samo muziko poslušala. Ne smem pa zabiti snemati. Jaz apparently ne znam brati navodil, v glavnem. Zdaj sem dala uno blond masko gor, tole moram pa dejansko zdaj dati gor, ker sem že izpod tuša, pa ne smem ven sprati. Preberite navodila 5-krat za vsak slučaj. V glavnem, zdaj bom dala to, kao 3 pumpice je dovolj. Zdaj moje lase so že tako bolj mehki, zaradi tega, ker je uno blond kao tudi kot maska, tako da mogoče bi mogla vsako posebej uporabiti, ampak bomo videli pa, kako bo barva izpadla. Malo se mi zdi bolj toplo, ja, ampak we'll see zdaj, ko si bom posušila. Seveda z mojim prelepim, dragim Dysonom, ki je bila najboljša investicija za moje lase ever. Pač jaz to obožujem ta Dyson, res je the best. Pa ja, tam gor imam še enega, ta je mamin. Oziroma, ta je originally moj, ta je bil mamin, samo zdaj oba dva jaz. Bilo fajn, da mogoče danes nesem mami nazaj tega Dysona, ki ga nikoli ni vzela, se je pač preselila od tukaj. Anyways, zdaj bo timelapse, ki si jom jaz frizuro delala. Okej, moji lasje so toliko mehki zdajle, da jaz mislim, da tale anything, kaj jih shodram, bo sam dopadlo, ker jaz imam tak silky smooth hair right now. In ja, to je zdaj after, tako da imate na eni strani before, na drugi strani after. Razen barve, ne vem, koliko se je barva prijela. Kam sem zdaj Tina? Tale stvar, draga je KPS. Tole je tek 30 € bilo. I think it's worth it, če pač imate bličane lase, pa jih hočete mečken obnoviti, whatever, mečken popraviti. Jaz sem že včasih uporabljala Olaplex, ki je number 0. Mečken ga še imam tam, dejansko malo mi ga je še ostalo, nikoli ga nisem do konca uporabljala. Pač moraš skrbeti za svoje konice in za svoje laske, zato pač kadar si blond, še to bolj. Jaz sem happy, da sem to kupila, no. In da bom zdaj mogla vsake 3 mesece hoditi tja v Sephoro si to kupovati, ker brez tega ne mogla več živeti. To je to v glavnem. Zdaj pa za dan sem zmenjena z mami, da gremo ob 12 na kosilo z njo, da gremo na burgerje v James Place v Velenje. That's gonna be fun in do that side bom šla na balkon. Ker imam novega Kozmoda za prebrati, še eno kavo si jo naredila. Eno sem že spila, da bom še eno. Jaz res rabim en orang poletni shopping, da imam neke poletne cote zaradi tega, ker I have no idea, kako se naj poletno obleče, ker se sam tak I hate it in pa mi je skozi vroče in v glavnem, zdaj grem na kosilo z mami. Zdaj sem malo montirala vlog, ful sem excited, ko bo ful dober, ampak ja, moj outfit is not giving. Moram iti neki fucking topaj kupiti, pa hlače, pa jaz komaj čakam, da bo jesen. Že zdaj, 2. junij je, jaz komaj čakam, da bo jesen. Gremo jest! Končno, imam je zelo lačna, gremo v Jamesa, tole, če bomo najdla parking. Ja, dejansko je kaj. Lahko smo zun. Zakaj pa ne? Niti toplo. Tukaj bomo. James. Burger. Ti imaš istega, teda. Dober tek. To bo zdaj neka umetnost, tole pojesti. Ale, on je naredil, da šli. Pa kak češ burger s pištekom jesti? Ne moreš. Pa okolo ga moraš podobno. Kuj. Ne deluje. Dober je pa ful. Kupila smo ful enih stvari, jaz sem doma naredila haul, klobučka. Mami ima nove kopalke. Jaz pa ne bom naredila pa na kopalke. Ne. Mami je kupila nove kopalke, jaz pa nimam kopalk. Moja res nimam kopalk. Ne vem, če so mi šokirali prav. Takih ne rabim, teda. Jaz sem zdaj doma in zdaj bom naredila en hiter haul, kaj vse sem kupila. Prvo sem kupila tole stvar, ki je za tam zunaj na balkonu, zaradi tega, ker Luna je moja vrtnico in jo mora nekaj protektati, tako da bom dala okrajco čez. To ni to zanimivo, but you know, to je klobuček iz Sinseja, very cute. Kadar pač vozim, imam ful rada klobuček gor, ampak ti klobuki so vsi taki, da imajo pač ful wide rim in pol zmer tek dol padajo in pol pač nimam tukaj division, tako da sem vzela tega malo krajši, pa tak lepo stoji in je tek perfekt. Zdaj pa začnimo z H&M. Tole so
kao lanene hlače, v bistvu so 12% linen, pa pikajo malo. Ampak bojo pa cool zdaj, kaj je vroče za poletje. Jaz sem res rabila poletno oblačila, ker zdaj sprobati to. Pa to sem jaz zgodila na burgerju, tako da si moram še majico probreči. Za majico pa zelo vzela, petala je tudi iz H&M-a, navadna bela majčka. Ful sem nakupila samo bela. Jaz res kupujem sam bela pa črna oblačila, pa mogoče siva pa rjava, zaradi tega, ker jaz pač nimam potrpljenja za kombinirati outfite in je najboljše imam kar vse neutral, tako da that's why je vse bolj kot ne ful obecajtno. Evo, to je majčka, pač navadna bela, nič posebnega. Pač jaz sem rekla mami že v trgovini, da jaz se za jesen, zimo pa pomlad se oblačim zato, da imam fashion, za poletje se pa oblačim samo zato, da preživim. Jaz res ne maram poletja. Skozi smo neki sweaty, vsi pol smrdimo, fucking oblačila zgledajo vsa, razen to, pač to je kinda cute, pač comfy, lepo diha, nam smrdela v tem, very nice, ko sem hodila reči, ne vem, poletje je cancelled. Vzela sem gate. Potem imam pa stvari iz New Yorkerja, kjer sem vzela dvojne kratke hlače, obojne so tek res zelo v mojem stilu. Sicer niso neki full, the material is shit, ampak kaj pa je material, po moje? 90% poliester. Malo moram začeti bolj gledati te stvari, ker to je 75% poliester, ostalo pa viskoza. Pač take hlače v moje, kao Dark Academia, it's not Dark Academia, ampak malo bolj fancy. Da pač niso navadne kratke hlače, ker niti ni fora v tem, da pač ne vem, jaz ne maram svojega telesa, whatever, sem pač ne zgleda mi dober. Pa še letos je spet pač ta Y2K aesthetic, my fucking god. One kikelce, ki imajo vse tule dol pas, bitch, no, I can't do that. To je pa cute, vidiš, lepe kratke hlače, takle zgledajo, kot da imam navadne moje hlače, nič posebnega, en pasek dam tukaj in bo fancy. Največji problem imam s tem, ker moram pa zamenjati stvari, ki sem jih včasih imela, ker sem imela old money / sugar baby haul, ki sem ga naredila takrat iz Primarka, je bil tak res peak of my fashion. Sam takih stvari enostavno ne najdem več, pač res moram ful gledati, da najdem kaj takega. Ker tak res vse ostalo so pa tete neki fucking plastika pobarvana, I don't like it. Pač glej, cute, pač, come on. Simple, ampak elegantno, ne zgleda, kot da bom se skuhala v oni fucking plastik, čeprav to bi fair tudi to je plastika, pa vsaj ne zgleda tak. Pa imam pa še dve majčke, oziroma srajčke. Eno je dejansko srajčka, pač navadna srajčka z kratkimi rokavi. Luškano, sicer je tak malo kelnarska, malo zgleda, kot da grem strešt. Ampak, it's alright. Eno rutico dam okol, čakaj tu da imam eno, actually. Tudi se ne spomnim, kje sem jo kupila. Mislim, da sem jo kupila zadnjič v Primarku. Evo ga. Ok, zdaj se mi ne da neki ful zavezati, ampak luškano, malo bolj bi mogla, malo lepši mogla zavezati. It's cute, it's cute, it's giving. Še zmer, tatile rokavi so mi tak mal preveč Y2K. Ampak ok, pač res je težko najti, če imaš nek svoj stil. Vem, da bi lahko mogoče na Vintedu kaj najdla, da bi lahko, ne vem, ampak jaz glede oblačil na Vintedu sem dosti kaj pač velikosti, pa vem, da je cenej, ampak kaj, če mi ne bo dobro izgledalo in pol, ne vem. Jaz raje samo knjige kupujem na Vintedu. Anyway, imam še eno srajčko. Ta se mi zdi, da je tak dost obvious, zakaj sem jo vzela. It's giving 1700s in ti rokavi so so cute. Pač, jaz bi imela vse z takimi rokavi. Sicer je mal sheer, ampak I don't mind that. Lahko vidiš moja tatuje čez. Cute je. A pa še to s temi hlačami. Pa kaj ne pa še? You know what? It's giving pirate. Zdaj pa še zadnja stvar, ki je pa spet iz H&M-a, ki sem prej falila. Je pa tale bela oblekca in je taka zelo French Revolution. Jaz ne vem, zakaj se zdaj oblačim tik res historically inspired, ampak I'm into history right now. Jaz sem tak zmer bila into historical fashion, teda pač vse, kar jaz najdem po trgovinah, mora biti nekad historical. In tole je definitivno tak nightgown moment, tak running through the gardens with my candle, ne vem. V tem outfitu pa lahko grem kam ven. V tem outfitu pa mogoče ne bo poletje tog bad. Glavno, to je to. To je to za moj haul. Zdaj pa grem jaz naprej sedeti na balkon in montirati. Most probably bom imela kar tole oblekco gor, ker je zelo comfy in zelo cute in to je to. Grem delati.
Evo, jaz grem zdaj montirati video naprej. Tukaj imam lep svoj station, tukaj imam čaj. Grem delati naprej, tukaj imam še veliko. Ti vlogi, ki so dolgi, so ful zabavni, sem je ful montiranja, tak po moje še niti na polovici nisem. Šla smo na sladoled, zato da jam lahko celebrate Pride Month. No, da je demonstriraj. Ne, ti ko si prej. Jezus. Ne, tega ti ko usta, ti ko si prej. Ne, to bo ne. Ne. Kako jem ne malo sladit? Ne. Jaz pa jem sladoled kot človek iz lončka, ker imam belo obleko in se nočem poflekati, pa nočem zgleda kot gej. Ujela sem te. Zdaj to uživa v svojem sladoledu. Ja, vidim, ja. To je kar neki talk food. Ti ga piješ? Ja. Pač mene bojo prijavili za nadlegovanje živali, ali kako se temu reče. Tebe bojo, no. Jaz pa to objavljam. Danes je tak perfekt dan, da jaz cel dan berem, ker je zunaj ful dež. Jaz moram danes sam objaviti vlog in to je basically to, da lahko cel dan berem. In kaj berem? Včeraj sem začela tole, so njene knjige ful zanimive, zaradi tega, ker je res čisto vsako poglavje je tek na cliffhangerju. In kadar imam tek malo reading slump, mi je ful lažje, da pač kako tako knjigo preberem, ki so res ful zanimive. Tako da zdaj sem na 57. strani in gre se o eni punci, ki ima eno sodelavko in ta sodelavka ima, recimo da avtizem, probably. In je vsak dan ful natančno na šihtu, vse mora biti perfekt in ima različne obsesije in različne probleme. In zdaj te sodelavke ni na šiht in ta pač punca v tej knjigi se zdaj sprašuje, kaj se dogaja in dobi en klic. Naj bi bil njen glas, ki jo prosi za pomoč in neko želvo dobi z neko krvjo gor in zdaj išče to sodelavko. Teda ful zanimiva knjiga od Frida McFadden so zmer pač ful zanimive. Teda to bom danes brala, moram pa govoriti o tem, kako sem imela zadnje 3 knjige sem DNF-ala, ko sem že danes rekla, bom govorila o tem, pa pol nisem. Se pravi, brala sem Lights Out, brala sem Slaying the Vampire Conqueror, pa... Kaj sem še brala? Pa od Colleen Hoover, nikoli nisem prebrala, ker ne vem, ni me interesirala. Colleen Hoover bi mogla v angleščini brati, probably. Ampak ja, pač vsaj ta pa Slaying the Vampire Conqueror, to so bile tako slabe knjige, jaz ne vem, zakaj jemljem knjige, ki so popularne na BookToku. Po moje zaradi tega, ker je pač pol to vam zanimivo in pač se lahko pogovarjamo o teh knjigah, ker jih je veliko ljudi prebralo. In potem sem se razočarana. Also, jaz res ne morem fantazije brati. Jesus. Pač ta Slaying the Vampire Conqueror je part of something bigger, baje, I don't know. Mene toliko ne zanimajo neki drugi svetovi in neki izmišljenega in zmer mora biti pol neke vojne in ne vem kaj in tak zmer je isto. Tak alaka jaz sam berem o ne vem odnosih med ljudmi pa in real life. Pa nič ni narobe za fantazijo, pač berite to, kar šteje, ampak meni res fantazijske knjige me ne privlačijo toliko, edina, ki me je bila Kiss of the Basilisk, pa še zaradi tega, ker je bila ultra super spicy. Ja, je fajn to ugotoviti o sebi, bi to že prej vedela, ampak ja, fantasy just ain't for me, teda probably tudi nikoli ne bom prebrala Fourth Wing, A Court of Thorns and Roses ne vem, če bom prebrala, ker tek spet, I don't know, pač fantazija ni za mene, I need something real, I need something, zdaj ne kupujem več tistih knjig, ki imajo full lep cover in pol notro me ne zanimajo, tako je bila ta Slaying the Vampire Conqueror. Čeprav za tega sem jaz full mislila, da mi bo všeč zaradi tega, ker je pač Slaying the Vampire Conqueror in pač he's gonna be a vampire in ne bo nekega world buildinga, nisem naredila svojega researcha, da bo nek, ne vem, Twilight, niti ne da bi bil Twilight, sam pač, da bi bili vampiri dejansko to, kar so vampiri, malo bolj poudarek na tem, kaj pač že poznamo kot vampir in pol na koncu je bila čist neka druga zgodba izmišljena in mi je bil sam tek, I don't care.
Zdaj me ni več toliko strah DNF-at knjige, ker včasih sem bila prav ne, moram prebrati do konca, nujno moram prebrati do konca, bla, bla, bla. Zdaj sem samo ne, I don't like this, zaprem knjigo in basta, gremo naprej. Je res sicer, da bom probala vsaj tretjino knjige prebrati. Tek, če me pa po tretjini knjige ne zanima več, ne. Nažalost, tele Slaying the Vampire Conqueror ne bom delala na Vinted, verjetno, zaradi tega, ker mi je ful všeč knjiga še zmer in mi je pač ful lepo jo imeti v moji kolekciji, ker pač ful pa še lepo na polico. Tale Lights Out bo pa definitivno na Vintedu, ker I wanna get rid of her. She was horrible. Če mi je ta knjiga všeč, res, you are weird. Zdaj pa, jaz se grem tam zicniti na kavč, imam že narejeno kavico in bom cel dan tole brala. Pospravim hladilnik, dobim en paket, ki moram nekaj snemati, pa grem na bankomat nek denar dvignati, lepo se usedem tule s knjigico končno, ker sem vse naredila že danes, vlog je zmontiran in objavljen in ready to go. In zdaj dobim najlepši SMS, kar ga lahko dobim, da me čaka paket v GLS paketomatu. Tako da grem iskat, po moje nova knjiga iz Vinteda. Again, no idea, kjera knjiga je. Gremo pričakirati. Tek, res 2 minute sem sedela, but I gotta go see, kaj je. Da bom odpakirala kar v avtu, kar bo spet a struggle, ker je polno enega selotejpa okoli. Au, skoro sem si nos zlomila. Ena od unih je. Oh, Jesus Christ. To je po moje najbolj glupa knjiga, ki sem jo ever kupila, ampak toliko hočem te knjige prebrati, takoj vam bo jasno. It's so small. To je stuff, a living pillow romance. I don't know, dude. Pač to ima 77 strani, to bom po moje tako v dnevu prebrala. To bom po moje zdaj začela brati in bom prebrala tek danes. It's gonna be so much fun, po moje. Anyways, grem zdaj domov. Dobro jutro, don't mind this. Nekaj me frufru ne oboga, I don't know. Pač moram si postriž frufru, je že malo predolg in I don't know how to style it, tako da ne vem, ampak ne upam si, da bom kaj zasrala, ker pač v glavnem danes zvedla sem, da sem včeraj sam en paket prejela oziroma prevzela iz GLS paketomata, imam pa še enega. Jesus, tole izgleda grozen. Teda zdaj dejansko laufam do paketomata, da vzamem še drugo knjigo, ki je spet stupid as hell. Včeraj sem dejansko tole prebrala, celo, obviously, se sem tek 70 strani. In, ne vem, there's something about these books, ki mi je sam tek, oh my god. Se ne vem, mislim, kaj pa lahko spoilam, se pa ni veliko za spoiler, zanimiva je. V glavnem, ena punca, ki se ful boji physical touch od drugih ljudi, je njen poster je sentient in potem with a little bit of magic ta poster postane človek in potem je njej to ful fajn, zaradi tega, ker je narejen iz blaga in ne iz človeške kože. Da pa je že drugi del, which is crazy, ampak če, ne vem, mislim, a bi priporočala to knjigo, ne vem, downloadite si na fucking Kindle ali neki. It's giving fanfiction, definitivno ni vredno pač denarja, kolikor stane tale knjiga. Jaz sem jo vzela zaradi tega, ker sem jo na Vintedu najdla in je bila res poceni. Pa ful me zanima dejansko, kako so pač druge te knjige, ki so pač with objects, ker zdaj grem iskat dejansko Uno Forked, ki je o vilci na mestu poštru. Kaj je moj kanal ratu? O čem jaz razlagam? Ja, ne vem niti kaj bi bil najpomen teh knjig, but it's fun. In meni je to ful zabavno imeti v kolekciji, ker sem tak, yes, I have read that in ne bom je prodala, li zaradi tega, ker jo hočem imeti na policiji, zato da sem lahko tak, I read stupid books. Dejansko se včasih sprašujem, ker tako je ful, kao ta moj Dark Academia vibe in ne vem kaj vse, jaz ne berem klasik. Am I a poser? A bi mogla? Se mi zdi, da to, če bereš nekaj, kar ti v resnici ni, samo zato, ker bi mogel for the aesthetic, je to veliko bolj poserish, being a poser, kakor pa to, da pač sam enostavno se oblačiš, tako se hočeš in bereš, kar hočeš. Okay? At least I'm honest about it. Pa also razmišljam, da bi na TikToku dejansko naredila video, kjer bi pokazala vse knjige, ki sem jih kupila letos. Prvo enega vse knjige, ki sem jih prebrala letos, drugo pa, ki sem jih kupila. Ker tako res, ker jaz gledam videe od drugih ljudi, ki to delajo, imajo ponavadi ful malo knjig. In tako, that's rookie numbers.
watch me, I'm a pro. Res dejansko bilo zanimivo je, koliko knjig sem jaz kaj letos kupila. It's a lot. Še eno stvar sem včeraj delala. Včeraj sem spet potegnila ven tele moje šminke, tale moj gouache in sem slikala malo. Nisem slikala pred kamero zaradi tega, ker sem bila tek, I don't wanna fuck this up, pač nočem se sekirati, da bo dobro izpadlo. Dejansko hočem sam se pač relaxati, pa sem slikati. Probably bom danes tudi to naredila. In probably si bom kupila one Hime gouache, ker ta je bil full expensive in full je pač miksat moraš barve, which I don't like. Pa tudi tam mes moram spucati to ne gledati. Anyway, kaj sem naslikala? Na Pinterestu sem najdla eno sliko, ki mi je bila všeč in sem jo recreatala. It's not good. It's really not good. Mogoče bom še malo dopolnila, da dodajam še kakšne listke, pa ne vem, tole vodo bi rada naredila, da še malo bolj popa off ta shine. Jaz sam mislim, da je tek malo unfinished. Ker če vam pokažem eno drugo, ko sem jo naredila, ki je my greatest work of art so far, in to je ta. In to sem delala z istimi gouache barvami. Ta je res narejena dejansko z tutorialom. Teda, jaz ful rada slikam, ampak zmer rabim imeti nek tutorial zraven, zato da res pač look at this. I am so proud of this, bolj ne bi mogla biti. In za mami sem še eno naslikala, tudi za rojstni dan, pa še eno sem za mojo babico naslikala za rojstni dan. In vse so bile s tutoriali, teda so izpadle awesome. Ampak kadar pa pač sama slikam, oziroma pač sam iz nekega referenca, pa I get this. I just need a tutorial. Jaz bom sam gledala, zdaj, pač ta je toliko dober. Pač tukaj mi je dober, ker tek prije svetloba od zadaj in ta ladica in voda in... A bi jaz šla v Tedija si kupiti nova platna, te velikosti, ker jih nimam več. Črna še imam. Ja, ok. Grem na Gelas, pa grem v Tedija. Ok. In pa bom slikala. Vsakič, ko se usedem v avto in dam streho dol, sem srečna. Toliko srečna. Oh my god. Ni ga lepšega zvoka, kot je tole. Absolutno. Fuck yeah. Evo me, sem nazaj. Paketič. Dajmo ga kar odpret. Zdaj ni tako zanimivo, zaradi tega, ker vem, kaj je. My fucking god. Oh my god, paket v paketu. Spet. Ta je malo bolj debela. Evo jo, forked. Ta ima pa 150 strani približno. Zelo je lepa. Še ena za mojo kolekcijo butastih knjig. Ja. In zdaj pa da vam pokažem, kaj sem kupila v Tediju. V Tediju sem v bistvu šla kupiti platna, zato da pač lahko slikam, tako da vzela sem 3 platna. Pa čopiče tele, ki jih je veliko noter. Sicer tudi niso glih toliko ful kvalitetni, but you know, zato kak jaz delam, it's gonna be fine. Pa še en tale brush, ki je make-up brush, ampak s temi pa se ful dobro blenda, tako da jaz ful priporočam. Če hočete blendati barve, uporabite tele make-up brushe, ki so ful dobri za to. Pa v Millerju sem vzela Monster. Bila sem še v Millerju v glavnem. Miller Hall. Kupila sem tole gobico. Kupila sem, for some reason, pero. Jaz sem nekaj cajta ful pisala z nalivnikom, z pač fountain pen in zmanjkalo mi je bombic, tako da sem v bistvu kupila sem še bombice, ampak pa sem videla, da imajo pač dejansko tele stvarce in pa sem kupila še črn ink, da bom lahko s tem pisala. In to je zelo zabavno. Pač honestly, tak prižgem si svečko in počutim se, kot da je my time, you know? Fuck, verižico imam kolbrno. Pa kupila sem eno Milo, ker mi je zmanjkalo Mila. Pa še 2 čopiča, tale ful tanka. Ker tukaj so tanki hudo. No, o tem pravim, pač že zdaj je en dol padel. Anyways, so tanki čopiči, sam tudi so še bolj tanki, mi stavim ekstra tanke. For the little details, ki jih delam na listkih in na vodi in to. Tako da zdaj imam vse, zdaj pa bom mogoče začela malo knjigo brati, ker se najbolj me to zanima. Najprej bi začela knjigo brati, pa bom pa slikala. Danes je zelo zabaven dan. Also, I'm kind of glowing right now, pač zadnjo sem gledala na TikToku kao, da se moraš uskladiti z ne vem, kjerim svojim signom, kaj si po horoskopu, ne vem, in jaz imam kao to v Cancerju in kao naj bi bilo to zelo tek čipke, bela barva, svetlomodra barva, sicer to ni svetlomodro, but you know, in I kind of see it, pa pearls. Pisalo je, da naj bi mi ful pasali pearls. Tako da se zdaj oblačim glede na to, ne na moj main sign, kar je pa pač Scorpio. Meni so te stvari ful fascinantne, I don't know, če verjamem v to. Meni je to samo nek guidance, kako se naj oblačim. In za letos sem Cancer. By the way, Jan je Cancer po horoskopu, which is fun.
Evo, to imam zaenkrat, tam je tutorial in zdaj moram pustiti, da se tale črna barva posuši. Teda grem ta cajt brat. Ratal, to je to, ful sem happy. Ni tako dobra kot Una. Una je bila res nek beginner's luck. Una je bila fucking amazing. Ampak, it's not that bad. Iskreno, I liked it. Tek da, jo bom zdaj dala nekam na steno. Probala bom te kosala nekaj naslikati, ker mi je relaxing, pač obožujem to delati. Sam nimam domišljije, da bi jaz pač nekaj naslikala, pač moram to še razviti, da pač obvladam tehnike, oziroma, ne, se sploh ne učim tehnik, sam pač, da dobim mal feeling in pa bom lahko pač naslikala kaj svojega. But so far, I kinda like it. To je pač čist nekaj drugega. Anyways, naredila sem si make-up in zdaj sem TikTok posnela tek v 30 sekundah. Which I hate. Bil je silent review teh knjig, ki jih imam tule. In pač, to ni flex, ampak to je kind of flex. Pa to niso vse knjige, ampak tokle knjig sem prebrala letos. To ni vse, by the way. Ene par sem jih že prodala, velikih je bilo tudi iz knjižnice. But you know what? I'm proud of this. Naj vam še tukaj malo povem, kako so se mi zdele tile knjige. Zdaj na TikToku sem naredila dejansko video, kjer so bile po vrsti, te, ki sem jih brala, tukaj bil v obratno smer. But, to nima zares veze. Anyways, Where's Molly od H.D. Carlton. Nek small story iz universa od Haunting Adeline. It's not, like it's, zares me ni zanimalo. Neke traume in human trafficking in pedofili in, I mean, ja, okay, but like, not my cup of tea. Je pa cover amazing in zato je ne bom prodala, ker jo hočem imeti na polici, ker je lepa. Tole je Esther is now following you. Včasih vzamem kakšne one weird ass knjige, ki jih najdem na med unimi weird knjigami v mladinski. Jaz temu rečem the weird shelf. Ta je bila definitivno weird, ker ta main character je... I mean, I get it. As a fangirl sem pač hotela to prebrati, ker sem a fangirl. Ampak to pa je insanity. Christ. I didn't like it. Mogoče bom prodala. Potem imamo Haunting the Hunter, ker sem skoraj pozabila, o čem je. In, ja, ne vem, o eni punci, punci, ki ima svojega demona in potem se ta demon zaljubi v njo in potem jo, pa neki je še second person, oziroma kao pač nekdo addressa the reader, like, kot da si nek njegov ghost. I don't get it. I don't get this one. Ful sem bila excited, ampak, again, not my cup of tea. A devoted hunter sworn to destroy a demonic cult. I don't know. Jaz ne vem, zakaj mislim, da te knjige všeč, ampak pa mi nikoli niso. Naslednja, The Female. Te moram dejansko kupiti še naprej, ne vem, koliko jih je, ampak nadaljevanje moram kupiti pa prebrati naprej. Naj bi bila pač kao spicy, o eni punci, ki je prodana, ja, actually jo kupijo neki 3 tipi, demoni, actually, ampak then there's no spice. Oziroma pač, it's a little spice. Pa mogoče je malo weird world building v njej, te da se mi je pač, te stvari so se mi malo vlekle. Ja, spet neki demoni, ki imajo neko žensko, I don't know. Jesus Christ, jaz res weird knjige berem, ok? Naslednja je From Tormented Tides, ki tudi moram nadaljevanja kupiti. In ta je pa basically about pirates. In I loved it. Mislim, ni bila perfekt, še se je bila tek zelo Jaz hočem eno res dobro knjigo, ki je dejansko napisana v tistem času, ne da je pač kakršenkoli time traveling ali so ghosts ali whatever. Ker tiste deli, ki je ona pač samo navadna študentka, pa so me malo luzali. Ampak drugače je pa ful zanimiva, tako da te tole definitivno priporočam, če so vam všeč pirati. Which, vete, da meni so. Potem imamo Magnolia Parks, ki je tako chaotic in lots of drama. Jaz imam še naslednja 2 dela, ki sem jih dobila v mladinski, jaz bila na popustu. Tako da jih moram prebrati naprej, ampak meni je bila tak kaos ta knjiga. I loved it. Ker tek jaz ful obožujem te... Ona je socialite in on je Britain's most photographed bad boy who broke her heart. I eat this shit up. Tako da se veselim, da naslednje berem, ampak jaz sem to knjig, da dejansko pač nikoli ne prijem do teh, ki jih hočem prebrati. Potem imamo The Sinner, oziroma ta je prvi del. The Priest pa The Sinner in naslednjih ne bom brala, ker mi, ne vem, prva je bila full amazing. Zdaj sem še pred kratkim gledala Fleabag in razmišljam, da bi mogoče to še enkrat prebrala, ker je pač
The Priest from Fleabag, pač it's Moriarty, it's Andrew Scott, oh my god. Tam je bila res dobra. Teda to definitivno priporočam, if you're into that kind of shit. Jaz sem ugotovila, jaz imam same neke demonic pa religious stuff. That's so weird, ne vem, to je moj thing, I love it. Ampak, nažalost, drugi del mi ni bil tako zanimiv zaradi tega, ker pač gre spet v neke traume in v neke social justice stuff, ki pač se mi zdi, da v Spicy knjigo ne pašejo. O čem so? Ta je o A Priest, ta je pa o njegovem bratu, ki se zaljubi v eno žensko, ki hoče postati nuna. Pa imamo najslabšo knjigo, ki sem jo prebrala letos, verjetno, to je The Mermaid, The Witch and the Sea, ta je tudi, bi mi mogla biti ful všeč. It's a lesbian romance. I wanna get into that, right? Ampak it's not very well executed. World building je malo whack. Main character struggla with their gender, kar jaz sem full purist, kar se tiče piratov. In ja, ženske so bile takrat piratke, ampak niso pa bile transgender. Pač they had to pretend, zato ker so bile pirati. You know? In to mi kar ni fitelo. Sploh zaradi tega, ker so pač pirati in a fantasy world. I don't like that. I don't want that. Jaz hočem pirate in the actual real world. Ker koliko smo že večkrat omenili, jaz ne maram fantazije. So, naslednjo imamo tole serijo knjigic. There are no saints in pa There is no devil. Te so mi bile, zdaj sem moral spomniti, kaj se je dogajalo o Spicy again, o nekih umetnikih. Ona je umetnica in on je tudi umetnik, on je ful priznan in potem they do stuff. Pa vmes je še nek bad guy, on je stalker, točno. On je stalker. Kakor sem rekla, da v Lights Out, ki jo imam tudi tukaj, to sem se čisto pozabila pokazati, ampak to ste že zdaj videli. Ta je tudi stalker stuff, ampak mi je tak, ne vem, half-assed. To je pa malo boljš. To je pa tak res. Those parts are actually good, sam pač pol je pa drugi del, ki gre v ta, da ona dva tega enega morilca lovita in je sam tak, ne vem, nepotrebno. I don't want a bigger story, I just want a smut. Te so tak mid, ja, whatever. Imamo pa verjetno najboljšo knjigo, ki sem jo prebrala letos, to sem brala 6 na začetku leta, v bistvu od lani do leta. Zdaj se na knjige fokusira. Kiss of the Basilisk sem brala lani decembra pa letos januarja, se pravi pač čez nov let in to je bila najboljša knjiga letos. Pač I love this shit. It is so spicy. Pač jaz po moje, toto knjigo mi je Simona by the way kupila. Res nobena knjiga ni tako spicy, kot je tale, pa in such a good way. In pač malo je stupid, malo je ja, it's fantasy, ampak ni zdaj pa se bijemo neke bitke tukaj in potem bomo imeli mogoče en spicy chapter na vsakih 50 chapterjev. Dejansko je zelo spicy. To mi je bilo všeč. Pa tudi tako it makes sense, kar se tiče pač, da so oni basilisks, sicer niso actual accurate basilisks, ampak pač nekaj pove, že zakaj je toliko smati. In to mi je bilo všeč. In imam še drugo knjigo, ampak si je ne upam prebrati zaradi tega, ker pač po mojem ne bo tako dobra. In zaradi tega, ker pa bo the end of my pač reading this for the first time. Teda ja, to so vse knjige, ki jih imam dejansko doma, da sem jih prebrala. Drugače jih je pač še ful, ki sem jih imela iz knjižnice, ne vem, prebrala sem vse Bridget Jones knjige, kaj sem še brala. Jaz tiste knjige, ki jih imam iz knjižnice, pol kar pozabim, kaj sem brala. Mogla bi si dejansko pač delati tak nek dnevnik knjig, ker ga imam. Nekje tu imam po mojem book journal, ampak pol pozabim pisati. Tako da, that is no bueno. Evo, tu imamo vse knjige napisane. Jesus Christ. Ja, prebrala sem še Učiteljico od Frida McFadden, pa moja temna Vanessa. Lockwooda sem čisto pozabila na to polico. Anyways, Lockwooda sem še prebrala. Igra z ognjem je bila ena taka malo bolj whatever. Pred kane laži sem jo prodala, I think. It was very bad, tako sem že rekla. Pa nimamo vse knjig tukaj napisanih, ampak ja, moram res več pisati v Londonu, da imam dejansko pač vse knjige napisane. Ker tako se mi zdi full sad, da pač preberemo neke knjige, pa pač you forget about them. Ker they are wonderful stories in obožujem knjige in zakaj jaz trenutno to veliko knjig kupujem, je zaradi tega, ker bi rada enkrat naredila res ogromno knjižno polico, da imam celo sobo v knjigah in zato na Vintedu iščem čim več knjig, ki so mi dejansko zanimive ali pa lepe, zato da bom lahko te police nafilala. Kdaj bo to? I don't know, mogoče nikoli, ampak imela bom pa knjige for that. Kaj bom pa zdaj delala?
Zdaj sem pa konc z vsem, ker sem že vse naredila za danes. Pač prav sem na neke maile še odgovarjala, pa sem pač par ponud pošiljala, pa bla bla bla. Zdaj pa lahko se po mojem sedem dol in berem tole naprej. Mislila sem, da bom danes dejansko cel dan preživela zunaj na balkonu in bom lepo zunaj sedela in zunaj brala, ampak zdaj dežuje. Tako da pa ful predober zgledam danes, da bi dejansko sem sedla dol pa brala. Fuck, I look good. Tako po enem tednu sem si spet naredila make-up in sem who is she? Also, it's that time of the month, ko zgledam najboljš, so mogoče tudi to. Pa sem se nazaj v tole majico, kao pižamo, whatever. Usela sem se danes po dolgi cajtu spet za klavir. Meni je včasih toliko žalostno, da sem včasih toliko, pač res sem znala igrati, you know? In potem na eni točki odrasteš in pa kaj pozabiš, še nohte sem si postrigla. In res bi se rada spet nazaj naučila. Mislim, še vedno znam one stvari, ki jih pač skozi špilam, kar je pač moj Davy Jones theme song. A pa tudi ne. Pa ne vem, Sims music, whatever. Čak, fucking hell, zdaj pa ne znam. To je bilo grozen. Ampak, zdaj odkar igram Paralives, sem yeah, that's how it works, ko jaz levelam up moje para-folk people, whatever, I could do that in real life. Tako se usedem za klavir in se nekaj učim. Na YouTube sem najdela ene par teh, ki učijo muziko. Tako sem se naučila, mislim, da od Office theme song, tako 100 let nazaj. Ne spomnim se ga več, čak kako že gre Office theme song, think. What? Čak, da pogooglam. Pač učila sem se to preko YouTube tutoriala, že 100 let nazaj, bo majene 3 leta nazaj, če ne še več. In zdaj sem jaz dejansko najdla tole, ker sem jaz dobila zraven klavirja, ker sem ga dobila, mislim, da. Ja, ker je dejansko Yamaha, pa pol japonske navodila so. Navodile? In je ful enih v redu, tako da bo mogoče, ful je weird, kako pač stvari sam pozabiš in tako na eni točki stek. That sounds familiar, tako da zdaj se bom učila spet klavir igrati. In sem kind of happy about it. To je ono, ker sem mislim, da že enkrat govorila po mojem kakšnem gaming videu, ne celo na podcastu, da te simulator games ful pomagajo pri tem, da začneš pol malo svoje življenje malo bolj uravnavati, ker dojameš pač neke rutine, pa ne vem, malo vidiš progres tudi pri teh stvarih, ki jih v svojem lifeu delaš. In zaradi tega sem tudi začela zdaj malo več slikati, pa zdaj sem se za klavir usedla. Imam še tek travme od glasbene šole, ker sem imela eno učiteljico, ki je bila imamo vsi eno travmo od ene učiteljice iz glasbene šole, ki je bila, ne vem, kaj je pa drugih inštrumentih, samo jaz imam travme od nohtov. This is too long. Fuck you. In podobne stvari. In pol vsi. Največji problem se mi zdi, da v glasbene šoli vsi mislijo, da bodo njihovi učenci, ne vem, neki full musical prodigies, pa ne vem kaj, da bom jaz naslednji Mozart. Ne bom. I just wanna play the piano, pa pač have fun. Nauč me, da znam brati note, da obvladam ene stvari, ki jih hočem obvladati. I'm not gonna build a career out of it, pač. Ali špilam to, kar mi je všeč. A jaz sem še to srečen, da je saj pač neka klasična muzika všeč, tako da pač lahko nekaj od tega špilam, ampak no, we didn't. Jaz v glasbeni šoli ne vem, če sem Mozarta špilala. Kaj druga pa naj špilam, pizda? Same neke fucking dolgocajtne muzike so bile, and I didn't like it. Razen zadnji učitelj, ki sem ga imela v zadnjem letniku glasbene, on me naučil ta Sims Team Music učiti igrati. Čeprav verjetno je takrat bilo mačkam bolj zakomplicirano, ali no, jaz sem zdaj to simplifala, ker sem pozabila vse. Tako da ja, to je to za moj klavir endeavors. Čaj sem si naredila. Zdaj grem pa tamle zadnji Lunika leži na kavču in grem k njej chillat. Leo. Drugače po moje z vsemi temi stvarmi, ki jih zdaj delam doma, po moje kompenziram zato, ker ta teden res ni bil tako zanimiv, kot je bil prejšnji. Nikamor nismo šli, nikamor nimamo v planu iti, tako da sem pač simply si najdel nove hobije, zato da lahko to snimam. Sicer me je ful strah snimati te stvari, zato ker pač ful bo komentiral, it's not good, bla bla bla. Vse, kar delam, se učim sama delati. So I'm sorry. Kritike niso dobrodošle. I am doing it for fun.
Nič iz tega ne bo. Mogoče pa tek v videih malo en tak, da pokažem, da lahko imate ljudje še kakšne druge hobije, poleg tega, da visite na TikToku pa na rizih. Ja, nič. Grem knjigo brati za mojo Luničo. Ta Dawn, ki je pač ta sodelovka, jo zgine. Ne bom spoilala, ampak, tako sem že rekla, je pač avtistična. Ampak to opisovanje včasih, koliko je ona imela rada želve, jaz upam, da se bo to splačalo, ker je kind of annoying. Želve. But alright, bomo videli, kam bo to prišlo. Ne razumem ljudi, ki pač ne vidijo, da ima nekdo probleme z biti social in pa vrate ti ljudje nesramni do teh ljudi. You can, like, be nice. Ampak v 2026, če niste pač, da nekaj razumete, da imajo eni ljudje težave, I don't know, you're just a bad person. Ampak, okej, sem na polovici. Nadaljujemo. Ta teden se nič ni dogajalo, ampak z Janom gremo v Celje. In jaz imam monsterčka. I'm a happy baby now. Jan ima pa Jimmyja. Jan to pije. Iz mola. I don't know. Kind of pricey for what it is. 1,60 €, ja, nekaj takega. Je like 2,6? Ne. No, vsaj ni 5 € tako Red Bull v hangarju. Yeah, that's true. Jeez. Oh, ne, ampak jih pa imajo, isto jih imajo v onemu cenejše. Kaj? V avtomatu so cenejše. Tako like za 2 € cenejše. No, ko smo bila na konvenciji, so prodajali Red Bulle za tek 4,20 €, pa v avtomatu so jih imeli za 3,80 €, tako da 40 centov, ampak still, 4,20 € je crazy za Monster, ne Monster, Red Bull. Če dobiš... Pa s tem, da Red Bulla je tako pol manj kot Monsterja, kaj si ne s tem pomagal, smo ni dovolj. Dober dan, nakupila smo se. A gremo zdaj domov? A rabiš še kaj? Jaz sem vse dolgo. Tistek sem po Blago šel. Kam bi še šel? Ja. Jaz mislim, da moramo iti tukaj. Šel v Luni po travo. La gremo Luni po travo, ja. Luna rabi travo za grickat, ker je zadnjič rožo grickala in je potem pobruhala. Po travi tudi verjetno. Ja, se je, ja. Sploh glede na to, kako jo poznam, bo tako pokosila celo travo v 3 dneh. Ja. In pa bomo spet novo kupili. Niso imeli, tako da ne bo Luna trave žrla. In ta flak, ne vem. Ponavadi, ko sem jaz bil, so imeli v Mr. Peto, je? Hotel je reči, da so jo ponavadi imeli v Mr. Peto. To je za slaši delac. Ne, to mislim, to thing. To pa je za slaši jest, verjetno, za sladoled. Brother. Da lahko ješ sladoled kot človek. Všeč mi je ta barva, ta levo. Taka slightly minty. Železo je, tako da jaz That's what I wanted. Fuj. Gremo sprobati celjski KFC, končno. Dejansko še nismo bila, odkar je tukaj. Jaz sem tako vedno, tako da nothing special. Danes mami friziramo, tako da tele barve imamo. In zdaj se bo mami naštimala na zic in bom jo jaz frizirala. Če bo prišla pridno, ne, še nikoli nismo bile v kopalnici. Tu, kaj? Evo, mami ima novo frizuro, recimo, nisem je naredila frizure. Zdaj sem se kar naravno posušila. Zdaj sem malo mi boš. Kaj bom? Pa z Janom se menil, da bom šla na grad velenski danes. Sicer jaz danes nimam čist nič make-upa gor, ampak... V redu bom, evo ga Jančka. A si v šotu, ko ne vidim? Kaj? Pokaži mišice, no? Wow, danes si kosil. Si bil priden. Okej. To je en od Zgleda Asian. Hungry. chopsticks. A misliš, da je Mozart? A, daj še en maček. To pa Tu je je... celi molotov. Desno, ne? Smo na gradu. Grad ima, tukaj zadnji je skakalnica. In tam je razgled na celo Velenje. Če se bo dalo kaj pofotkat, bo se dalo. Sa Gerijom več. Kaj? Tam bo lahko igral? Ja. Tam bi se z Gerijom slikal. Se bomo šla, vsi okrog. To je morje. Velensko se reče Velenska plaža, plaža na morju. Teda. Ja, plaža je vse na morju, ja, ti si pa res Britne. To je, kako se reče temu po nemško? Velensi?
Velenzij. Velenzij. Ja. To ne pomeni morje. Če si je po angliško morje. Nemščina pa tak germanski jezik isto kot angliščina, tako da si, isto. Ne vem. To je Velenje v glavnem. Ja, Velenje. Ona potka tam dole mi je tu všeč. Ja. Super, gradi še. Zdaj pa bomo naslednjič šla v muzej noter. It's a puppy. Ja. Ga vesel. Monitorja. Ja. Mislim, da nisem. To je tako. Ja, ne? To je bilo za fotkati, za Gerja. To je tako najbolj znana lokacija za fotkanje, po moje. Juri lahko potrdi. To je to ali v Sloveniji ali med vami? Velenje. Če te kdo gre fotkat, te gre fotkat na ta most. Na mostu bi se slikal, pa nekdo, da bi med spodaj vrst slikal z Gerjem. Ja, sure. Jo, menda lahko, ja. Za celi cajt. Za celi cajt, ne Pa vem. imajo vidico tudi? To si pa sam prineseš, po mojem. V glavnem, to je to. Jurija, moram vprašati za Photoshop. To je vse za ta grad. Ja, da je Juri, reč, ne meni. No, Juri, me ne mora obleči, ti jo moraš. Ja, se ne bom oblekla, ampak fotkati me pa Juri. Ja. Juri ima premo pa to. Ma? Tam je še lepo vrt. Samo za Juri tak ne sme fotkati, Ja, fuck. ker je na bolniški. Ja. V smislu, da se gosi derejo, da so Otrok otroci. je. To je že skoraj malo kot koza. Turist. Ja. Zdaj pa gremo iskat luni travo, mogoče jo imajo tukaj v Mr. Petu. Zanč mi je predajalka rekla, da naj bi jo dobili od četrtek ali pa petek in danes je sobota, tako da predvidevam, da... To ti je to rekla? Ja. Tako da predvidevam, da jo imajo. I don't know. Ponedeljek je, včeraj nisem čist nič snemala, zaradi tega, ker sem se res odločila, da tek, če se ob nedeljah nič ne dogaja, bom imela nedelje tek off camera in bom pač imela en dan v tednu, ko pač nič ne snemam. Tako sem šla včeraj k Janovi mami na kosilo in imeli smo se fino, malo so se posončili zunaj in to je bilo to. Drugač pa, prebrala sem do konca knjigo od Frida McFadden, ono sodelavka, tako da vam lahko kaj povem o njej, preden zaključim video in začnem nov teden. Evo jo. V glavnem, bila je tak, polka vedno, ko pride pri Fridi McFadden do unga drugega dela, se mi zdi, da lahko je noro dober, lahko je pa sam tak, okej, Also, jaz ful takih knjig preberem in se mi zdi, da pač, ko eno prebereš, je pol tak zelo hiter, lahko vidiš stvari, ki pač se bojo zgodile na koncu in je bil dost malo bolj predictable ending. Še vse je zanimivo, še vse je pač to ni neki full hard read, to je pač malo easy, hočeš neko easy kriminalko prebrati. It was fun. Ne bom nič spoilala, ampak pač sam to, da njene knjige so res tako pač prežvečih ših in potem greš naprej na naslednjo. Zdaj, jaz sem res padla v nek tak ritem, da grem vsak ponedeljek v knjižnico. Drugače, po moji logiki bi mogle knjižnice biti ob nedeljah odprte, ker tak iti v knjižnico je tak Sunday activity. In to me ful moti. Tako da jaz imam zdaj ponedeljke kot nedelje in hodimo v ponedeljkih v knjižnico, tako da se danes ob 12. dobim za mami in gremo v knjižnico. Ampak to bo že v naslednjem vlogu, tako da hotela sem sam pač povedati, da this book is done. Zdaj pa naprej berem, actually. To sem končno začela brati, ker imam po moje že par let in je nikoli nisem zares. Ker ni veliko stvari, ki jih še ne vem. In je tak sam, trenutno imam pač ta moj Mozart Hyperfixation, da zato jo berem, sem na strani 66. Nič ne moram povedati, verjetno od tej knjigi ne bom neki full updatala zaradi tega, ker pač ta je pač čist za moj užitek. In ne vem, no, če vam je zanimiv Mozart, jo preberete, če ne pa, I don't know, pač... Ni v obliki nekega full zanimivega dramatičnega romana, tako da bolj so pač facts or not facts, I don't know. Je pa interesting, meni je pač interesting. Sem pa začela brati še to, Bride od Elie Hazelwood, ampak zdaj zaradi tega, ker je tole pač outro od tega videa, bom se poslovila. Dajte spodaj kaj komentirati, če vas kaj zanima, če bi radi kako debato, če bi radi karkoli videli v mojih videih, napišite mi dol spodaj in drugač. Lajkajte tale video, subscribite se dol spodaj in se vidimo v naslednjem vlogu. Pa upam, da so vam vlogi všeč, ker zdaj sem res ful padla v to rutino vloganja in I love it. To je to, lepo se imejte in veliko se smejte, pa se vidimo naslednjič. Ciao!